Božič je, praznujemo Jezusovo rojstvo. Prišel je nekdo, ki lahko reši ljudstvo iz duhovne teme. Starozavezni preroki so napovedovali o tem stoletja nazaj. Ljudstvo, ki je hodilo v temi, je zagledalo veliko luč, nad prebivalci v deželi smrtne sence je zasvetila luč. Prerokuje prerok Izaija. Tema in smrtna senca v Svetem pismu pomenita sužnost in trpljenje. Luč pa odrešenje in veselje. Zato je ob božičnih praznikih vedno veliko poudarka na veselju. Božični čas je čas veselja. Imenujemo ga tudi družinski praznik in verjetno je to en od praznikov, ko se še prav posebej poudarja družina. Nažalost pa je na drugi strani še vedno v tem času veliko ljudi osamljenih, bolnih, ranjenih od porušenih odnosov. Mogoče se soočajo z bolečino, ki jo prinaša vojna. Ali so starozavezni preroki lažno prerokovali, da je prišla luč v deželo smrtne sence? Saj prevečkrat izgleda, da še vedno vlada smrtna senca, duhovna tema. Govorimo, da smo razvita civilizacija, kar bi moralo pomeniti konec vojn, sovraštva, porušenih odnosov. Vladati bi morali sožitje, mir, veselje in ne bolečina porušenih družin, ki se še posebej izraža v božičnem času. Res je, v nekaterih stvareh smo postali razvita civilizacija do potankosti. Na primer orožje. Razvili smo se tako, da lahko le z nekaj kliki uničimo sebe, človeštvo. Mogoče vse skupaj izgleda preveč črni scenarij in boste rekli, da gledam na vse preveč črnogledo. Ne, hvaležen sem Bogu za njegove blagoslove. Kot radi rečemo, za topel dom, kruh in mnogo udobja, ki ga imamo na dlani. Toda sprašujem se, zakaj nismo srečni? Zakaj nas obilje ne preplavi z notranjim zadovoljstvom? Zakaj živimo v strahu? Ali bomo preživeli? Verujem, da Bog vedno ponuja svojo luč. Bog je velikokrat v Stari zavezi rešil izraelsko ljudstvo iz duhovne teme, smrtne sence. Jezus se je rodil pred 2000 leti in ponovno prinesel luč temu. Od Jeruzalema do Rima se je v 1. stoletju razdela Jezusova luč. Bog je rešil mnoga življenja smrtne sence in prinesel mir, radost, spravo. Skozi zgodovino človeštva lahko govorimo o mnogih pozitivnih spremembah Boga, ki jih je storil. Kako pa je danes? Kje smo danes? Kako praznujemo božični čas? Je v centru Jezus? Nažalost moramo priznati, da tudi cerkev skozi zgodovino večkrat tavala v duhovni temi. Ko Jezus ni več v centru življenja cerkve ali posameznika, začne prevzemati vse večje mesto duhovna tema. Naenkrat nam Jezus ne pomeni več kaj dosti. Mogoče gremo za Božič v cerkev in to je tudi vse. To pomeni, da smo v duhovni temi in rabimo luč. Če bi bil Jezus danes v centru, bi vsi mediji morali govoriti: to je čas, ko praznujemo rojstvo odrešenika. Rodil se je, da bi umrl za naše grehe. Razsvetlil je duhovno temo človeštva, izgubljenosti, da vidimo luč naše odrešitve v Jezusu. Verujmo in sprejmimo Jezusa za svojega odrešenika. Pokesajmo se svojih grehov, da smo tavali brez njega v duhovni temi
in ni bil on luč našega življenja. Veselimo se, kajti zavladala je luč v smrtni senci. Nažalost je tega zelo malo. Govorimo o veselju, družini, praznikih, koncertih, dobrodelnih dogodkih. Hvala Bogu za vse to, toda zelo malo je Jezus v centru, če je sploh omenjen. Poglejmo, kaj je Jezus rekel o sebi. Spet jim je spregovoril: jaz sem luč sveta. Kdor hodi za menoj, ne bo hodil v temi, temveč bo imel luč življenja. Jezus je jasno povedal, da je luč sveta. Kdor bo hodil za njim, ne bo v temi. Kaj to pomeni? Iskreno se vprašajmo, kakšen pomen ima Jezus v naših življenjih. Ne sprašujem, če moliš, če hodiš v cerkev, ampak konkretno, kakšen vpliv ima njegova beseda, nauk na moje, na naša življenja. Pastri, duhovniki, se prav tako moramo vprašati, kakšen vpliv ima Jezus na življenje cerkve. Božični čas je pravi čas, da o tem razmišljamo. Če o tem ne razmišljamo, ko praznujemo Jezusovo rojstvo, potem je to znak, da smo duhovni temi. Mnogi rečejo, če bi se Bog razodel, bi veroval vam. Toda prav Jezusovo rojstvo je jasen govor Boga na človeški način, kakšen je Bog. Jezus je govoril: kdor je videl mene, je videl mojega očeta. Brez Jezusa nismo ničesar vedeli v Bogu. Samo z njegovo pomočjo ga lahko zares spoznavamo. Zato potrebujemo Jezusa, da spoznavamo Boga, kajti brez Boga smo v duhovni temi. Na tem svetu lahko imamo vso znanje, bogastvo, moč, toda brez Boga, Jezusa, ostanemo v duhovni temi, ki nam prinaša praznino in nikoli ne moremo najti pravega zadovoljstva, izpolnitve in trajnega veselja v življenju. Življenje nas občasno pahne v mračne globine in kako težko je, če ne najdemo pomoči, izhoda, luči. Ko sta Adam in Eva padla v duhovno temo, je njuno življenje preplavil strah, krivda, obsojanje, osamljenost. V njuno družino je prišlo sovraštvo in ubijanje. Nažalost so danes mnoga življenja, družine v podobnih situacijah. Mnogi rečejo, če obstaja Bog in je ljubezen, zakaj vse to dovoljuje? Jezus pa je prišel, da nam pokaže ljubezen, pot, da se moramo mi spremeniti, da bo svet drugačen, lepši. Prepoznajmo v tem božičnem času, kako nujno rabimo Jezusa. Jezus je storil vse. Prišel je med nas, premagal greh, zlo, sovraštvo. Ponuja nam svojo odrešitev in svojo pomoč. Vsi smo že na neki točki doživeli, da nas je nekdo razočaral, prevaral. Mogoče smo to bili tudi mi sami. Toda je nekdo, ki ne razočara. Jezus je za sebe dejal, da je dobri pastir. Jaz sem dobri pastir. Dobri pastir da svoje življenje za ovce. Kaj dela pastir? Vodi ovce na dobro pašo, ščiti jih pred nevarnostmi in skrbi za njih. Danes mogoče ne razumemo več te prispodobe, ker imamo svoje kmetije, zemljo in so ograde. V Jezusovem času pa so pasli in vodili ovce iz kraja v kraj, iskali dobro pašo in se srečevali z mnogimi nevarnostmi in je bilo zelo pomembno imeti dobrega pastirja. Kaj je Jezus hotel povedati?
da je pastir, ki bo skrbel za naše duhovno življenje. Ima najboljšo duhovno hrano, njegovo besedo. Jezus pozna naše najglobje potrebe. Ne želi, da ne slišimo njegovega glasu, nauka, ki ga je učil. Sam je rekel, moje ovce poslušajo moj glas, jaz jih poznam in hodijo za menoj. Kaj so naše največje potrebe v Jezusovih očeh? Prva je sprejeti Jezusa za luč, da se rešimo duhovne teme, smrtne sence. Druga je, da ga sprejmemo za svojega odrešenika. Povedal je, da je dober pastir, ki da življenje za svoje ovce. Morajo umreti za naše grehe, krivice. Krivica mora biti kaznovana. Plačilo za greh je namreč smrt. Božji milostni dar pa je večno življenje v Kristusu Jezusu, našem Gospodu. Sprejmimo večno življenje. Kot pravi Pavel, Božji milostni dar. In tretjič, dovolimo mu, da nas duhovno vodi, pase in ščiti pred nevarnostmi. Mogoče se sprašuješ, kako naj to naredim? Začnimo brati Sveto pismo. Kaj je učil Jezus? Spoznavajmo njegovo besedo. Spoznajmo njegovo življenje in ga prosimo, da nam da moč, da korak po korak sami duhovno rastemo. Ko se odločimo za te 3 korake, bomo stopili iz smrtne sence in začeli živeti v luči. Bolj se damo voditi Jezusu, Kristusu, bolj bomo videli, spoznavali pot, resnico in življenje. Če želite duhovno napredovati, si poiščite cerkev, kjer je Jezus v centru njenega življenja. Kajti obstaja duhovna nevarnost, če ni Jezus v centru cerkve, lahko hodiš v cerkev, pa ostaneš v duhovni temi. Želim vam vesele božične praznike. Veselimo se, rodil se je odrešenik sveta, luč, ki razsvetljuje vsako temo, da ne bi hodili v deželi smrtne sence.